Pozdravljeni, dragi starši. Dobila sva vaša vprašanja, zelo sva vesela za njih. Vesela sva tudi za vaš odziv na najino predavanje, za vse vaše pohvale. To nama zelo veliko pomeni, sploh v teh časih, ko ne morava biti v stiku z vami, ne morava biti pri vas v šoli, in se moramo znajti na druge načine. Zbrali ste si zelo zanimiv naslov predavanja, tako da so seveda tudi vprašanja prišla na to temo. In ne vem, mogoče bi se kar lotili prvega vprašanja. Albert bo bral vprašanja, ki ima tamle računalnik, potem bova pa skupaj odgovarjala. Ja, eno vprašanje je pač v zvezi z tem, da smo zdaj v karanteni, a ne, in da večinoma se dogaja vse preko spleta in teh tehnologij. Kaj pa, ko nam ostane samo še televizija in igrice, da sploh lahko zdržimo skupaj? A tako si ti to vprašanje razumel? A veš, kako sem ga pa jaz No, jaz razumela? ne vem. Kot da ni povezano v bistvu s karanteno in s covidom, ampak kaj, ko smo tako odtujeni, da nam ostane samo še televizija in igrice, da sploh lahko zdržimo skupaj, a ne? Tako da ja, mogoče bi na obeh dveh nivojih odgovorila. To se pravi, kaj je, če imate samo TV pa igrice, zato ker ste noter zaprti, ali pa kaj, če ste odtujeni toliko. In tukaj je zanimivo vprašanje, a ne, kako ga ti razumeš? Ja, zanimiv je ta občutek, a ne. Mislim, da gre bolj za ta občutek, kadar smo vsi na teh aparaturah, a ne. Jaz se tako, bom rekel, se spomnim par takih situacij, a ne, ali je to pri kosilu, ali je to, da smo nekje, pridejo na obisk pa vsak na svojemu telefonu, a ne. Tako, mislim, en tak čuden občutek je, a zdaj sam znamo še, a ne, sam še to obvladamo, kako bomo te aparature si kazali neke posnetke ali pa vsak zase noter, ne. In ja, občutek je odtujenost. Ne, če gre za to, je vprašanje, kaj so neki drugi načini, kako priti skupaj. Ja, jaz mislim, da tukaj pri tej odtujenosti je bolj bistveno to, zakaj je prišlo do te odtujenosti, a ne. A se bojite konfliktov, pa ste rajši tih, pa pustite, da vsak živi po svoje, pa pol gleda televizijo, pol jih je na telefonih. Ali se vam smilijo otroci zato, ker nič drugega nimajo, pa naj imajo vsaj to, a ne. Ali ste do konca utrujeni? Jaz se spomnim, mi sicer nismo imeli telefonov, ki so bili najini majhni, ampak je bil pa živ žav pravi blagoslov takrat za naju. Ja, ampak je bil samo enkrat na teden. Ja, ampak vseeno, takrat sva to zelo izkoristila, da sva se odpočila, a ne. Mislim, sva ga včasih komaj čakala, da bo prišel. Tako da, ja, v kolikor je to zato, ker se bojite konfliktov, vam jaz zdajle od tukaj zanesljivo povem, da ti konflikti se bodo zgodili enkrat, a ne. To se pravi, če danes odlašate in ne postavite meje, bo prišel dan, ko boste to naredili, in vsak dan bo hujš, zaradi tega, ker to nam pride v navado in igrice in televizija so dejansko cona udobja. Tam ti ni treba nič čutiti, nič misliti. Ko moraš zapustiti, to se seveda vsak upira. Ja, in tudi pač lahko postane nasilen, a ne. Ampak zdaj, kaj zdaj s tem, a ne, to pač, to tako je, ne, in tukaj treba narediti neko ravnotežje prej, a ne, se pravi, mi moramo nekaj imeti, kar bo nadomestilo udobje in ugodje tega, kar daje tehnologija. In a ne, preverjeno, tudi zdaj, a ne, ko so otroci, bom rekel, brez teh aparatur, poslušava zgodbe, kako zelo so ustvarjalni, kako se zaigrajo na nek drug način, kako zelo so jim odnosi dejansko pomembnejši od teh virtualnih načinov druženja. Zato je res pomembno, da imate vsak dan kakšne dejavnosti, ki niso povezane s temi aparaturami, in tudi mogoče, ki niso povezane z vašo službo in z otrokovo šolo.
To se pravi, da počnete stvari, ki so zanimive za življenje. Ker se bodo otroci mogoče na začetku upirali, pa ne bodo hoteli, pa bojo javkali, pa prosili, pa ne morem, pa ne grem, pa recimo skupaj kuhati, skupaj pospravljati, iti na sprehod. Skratka, te življenjske stvari, ki jih otroci, ki pozabijo na te aparature, tako radi delajo in prav uživajo v njih in zelo so ustvarjalni. Zato je tukaj mogoče, zelo pomembno, tudi pač s prvega dela tukaj ima eno vprašanje, kaj storiti v primeru, ko starš, ko pravi mama, da ne čuti sebe in ne čuti niti otroka, da ni zmožna sploh vzpostaviti stika. To je vprašanje, ki je najpomembnejše vprašanje, ki sva ga dobila v tem predavanju, zaradi tega, ker stik je v bistvu temelj in je osnova za to, da da nam otrok sploh sledi, da imamo sploh na otroka vpliv. In kako se gradi stik, če recimo nimaš nekega vzorca za nazaj? Kaj narediti? Ja, jaz najprej pomislim na to, da v bistvu sva midva o tem pisala v tej najini knjigi, ki ima zelo veliko enih primerov, zelo veliko takih domačih vsakdanjih situacij, kjer so opisano konkretno, kako lahko naredimo stik, kaj to pomeni, kaj je v našem odzivu, kaj delamo, da ne izgubljamo stika, da ne rušimo, koliko imamo teh vgrajenih ali pa privzgojenih spontanih odzivov, ko kritiziramo, ko se pritožujemo, ko nergamo, ko vnašamo neko slabo voljo, ko primerjamo z drugimi in tako naprej. Koliko to ruši pogoje, da bi se sploh stik vzpostavil. In recimo zavedati se najprej sploh teh stvari, kaj ruši. In ukiniti ta vedenja oziroma delati na tem, da tega ne uporabljamo, to je že zelo velik korak. Ampak bi lahko tukaj mogoče malo provociram tebe, ampak a se spomniš, recimo nimamo vsi te sreče, da bi imeli zapis nekega stika, nekega vzpostavljanja stika s svojim otrokom, da bi imeli mi stik s našimi starši, ko smo bili majhni. Nimamo modela. In nimamo tega modela, nimamo vzorca, sploh ne vemo, od kje se učiti. In res je, v tej najini knjigi pač vse to piše, ampak ti imaš osebno izkušnjo s tem, kako si pač mogel pri sebi stvari rešiti, da si lahko s fanti naredil stik. Tako da Ja, jaz sem šel iz tega, kar sem rekel, da sem nehal v bistvu izbirati vedenja, ki so uničevalna za stik. In ko sem, bom rekel, ne delal več škode v odnosu, potem se je šele pojavilo to, da sem se vprašal, kako pa zdaj do stika. Oziroma, jaz vem, da sem si rekel, dal sem si sliko pravzaprav, kako hočem jaz s tem otrokom, kako se jaz vidim v odnosu čez 10 let, čez 15, 20. In videl sem, da ne vem, tista naloga ali pa tisto domače branje, ki ga ni hotel prebrati takrat okoli tega, ali pa pač karkoli že, kar je se nanašalo na trenutno šolsko situacijo glede uspeha, da to takrat ne bo imelo nobene veze. In da kar je bistveno, je to, v kakšnem odnosu bova midva. In jaz sem pač, se bom rekel, po takih malih korakcih se vlekel naprej. Tukaj je še ena pomembna stvar, ki jaz vem, da je Albert delal. In to je, da si začel se zanimati, kaj otroke zanima. In si začel, kljub temu, recimo, spomnim se, kako si s malim hodil na sneg, ki je imel rad sneg, čeprav se tebi to ni dal, kako sta vozila avto, recimo. Kako si se zanimal za stvari, ki jih počne, ki tebe niso tako zanimale. Ker Alberta so zanimale knjige, klasika, in je skozi to preber, to muziko poslušaj.
In a veste, kako so otroci so bili zelo, Ja. daj sam bejš stran, ne, sam bejš, da te ne Recimo vidim. to, ne, ki me je najbolj mi je šlo na živce, tiste igrice, ki so se streljali tako, ne, da je že skoraj po ekranu kri dol tekla, toliko so bile grozljive, ne, in jaz sem ga hotel stran in bolj sem ga jaz stran, bolj je seveda tisto bilo zanimivo in bolj ga je privlačilo, ne. Tako da jaz sem tukaj pač enkrat, bom rekel, tvegal pa šel pogledat to grozljivost, in sem šel, dal sem se v otroško kožo, ne, in začutil, ke bi jaz to imel, jaz bi tudi vsak dan gor visel, in skozi to, ta občutek, kako je otroku v igri, recimo, ne, sem se mu lahko približal, pa sva pol tudi to skomunicirala in ke ni bilo več tega stran, ne, je tudi slišal, da je moje mnenje, da mislim, da pač to nasilje tam noter ni nekaj v redu, ne, in je sam pustil pol. Mislim, pač držal se je pravil, ki smo jih naredili bolj ali manj, seveda, čeprav vse veste, otroci so vztrajna bitja in to je dobra lastnost, zato jih nikoli ne smete zmerjati, kadar vztrajajo 3 ure, da bi radi telefon pa računalnik. Vi ste tisti, ki morate znati držati mejo in reči, tako sem rekla danes. Mogoče tlele samo to, to so kar dosti, bom rekel, globoke zgodbe lahko, da nismo opremljeni z nekimi vzorci in samo toliko, da midva sva tukaj pač napisala sva ta vodnik za starše, najvodila za najstarše. Evo, v 4 delih. Kjer v bistvu lahko delate na teh svojih vzorcih in pridete do tega, kaj mi nismo dobili od naših staršev ali pa tistih, ki so nas vzgajali, kako je to v nas in kako lahko to spremenimo. Tako, ampak ne bi zdaj. Imamo še eno vprašanje. Ta je težka, ne? Kako naj otroku dopovem, da ne sme ven s prijatelji, ne? In vsak dan se s tem bojujemo. Jaz tlele mislim to, da ta potreba po druženju oziroma to, da otroci se hočejo družiti ali pa da hočejo s prijateljem ven, je nekaj, kar je naša čist tako človeška potreba, a ne? In tlele mislim, da se ne da nič dopovedati, ne? Ne da se dopovedati. To se prvič ne da dopovedati, drugič pa bolj boste dopovedovali, manj bo otrok razumel, ker potreba otrok, sploh otrok, ki so recimo od 2. triade naprej, a ne, to so prva triada še nekako so doma, pa mamica, pa igrace, pa risbica, ampak od 2. triade naprej v bistvu začne otrok v bistvu potrebovati zunanje okolje, zato da se lahko razvija. Zdaj imamo razmere take, ki jih imamo in moramo na nek način spoštovati pravila in tudi midva se s tem zelo strinjava, ampak tukaj se pa jaz potem vprašam, kako narediti ravnotežje, da bomo prišli normalni in celi iz te situacije. In imava nekaj staršev, ki so naredili posebna pravila in ta pravila jim idealno funkcionirajo, in sicer da otrokom dovolijo, da jih obišče en prijatelj, en sošolc, da sedita narazen, da sta zaščitena, da sta recimo na dvorišču pred hišo, tako da jih starši vidijo. Skratka, ni tisto, da tičijo glave skupaj, ampak vsaj vidijo se in se lahko pogovarjajo. In kar opažava pri starših, ki v bistvu imajo to izkušnjo, da se otroci družijo, je to, da pravijo, koliko so drugačni, koliko so bolj umirjeni, koliko so bolj eni motivirani za to, da za šolo naredijo samo zato, da se bojo lahko družili. In tukaj to je pomembno dejstvo. No? Ampak pa ste midva tukaj zdaj ne govoriva o nekem masovnem druženju
Ne nagovarjava vas, da kršite pravila, ker se absolutno strinjava s tem, da moramo biti previdni, ampak da v bistvu tukaj naredite neko ravnotežje, ker otroka ne morete popolnoma Ja, osamiti. To ni zdravo za njega. So pa tudi tukaj zraven neka pravila, ki mislim, da jih bo otrok z veseljem spoštoval, še bolj. še bolj jih bo Ja, spoštoval, ko bo dobil priložnost, da lahko prijatelju mogoče pove, ja, koliko smo mi bedni, a ne, in kaj vse zahtevamo od njega in kako je ta korona kar neki, a ne. Tako otroci to vidijo včasih in to je njihovo mišljenje in mi jih ne zmoremo slišati, zaradi tega, ker moramo biti odrasli in odgovorni. Otroci pa prijatelju Mhm. lahko tudi take stvari povejo. Mislim pač, osnova je to, a ne, da smo, bom rekel, preverjeno zdravi, a ne, Ja, in da se pač družimo z ja, tistimi, ki so preverjeno zdravi, a ne, in da tukaj je pač tveganje, mislim, da toliko manjše, da bi prišlo do skratka, kar nekih, vam a ne, želiva povedati je, ja, poskrbite, da bodo otroci zdravo odraščali. Nekaterih potreb ne moramo kar spregledati, ne moramo jih kar spregledati, lahko pa najdemo neke približke, ki so še vedno pač povezani z zdravjem in z varovanjem zdravja, ampak ohranjajo eno ravnotežje tudi v odnosih, a ne, vsak dan se bojujemo s tem. A razumete? Mislim, to in družine nama sporočajo, da se dejansko, to so borbe, to so prepiri, to je razbijanje z vrati. Lejte, ne rabite tega, ne rabite tega. Zelo pomembno je, da poskrbite, da boste prišli vi v odnosih celi in zdravi iz te situacije. Tako da, hvala za vaša vprašanja, bila so zelo bogata in čudovita. Hvala za vse vaše odzive. Jaz upam, da se vidimo kdaj spet v živo, sicer pa tudi upam, da se bomo še gledali takole online. Vabljeni na vse najine kanale, da nama sledite. Adijo! adijo.